Dragi prijatelji umetnosti, lep pozdrav. Kot verjetno ne veste, je to naša zadnja razstava v tej sezoni 24-25 in kot zadnja razstavljavka se bo predstavljala večkrat kasneje. Medtem moramo pa mogoče povedati par stvari, ki so se nam zgodile oziroma ki se nam, tistim, ki delamo v umetnosti, z umetnostjo, za umetnost, potem v kulturi in tako naprej, zgodilo v nedeljo. Namreč, če citiram našega dramskega umetnika, smo kljub naporom, delu in odpovedovanju, recimo temu tako, dobili eno veliko porcijo 400.000 pljunkov. Ja. Takih masnih. Ne vem, kako smo si jih zaslužili, ne? Ampak gledajte, tako je na slovenskem. Že od nekdaj, da ne bo slučajno kdo mislil, da je to kaj novega. To je, veste, od Tavčarja, od začetka 20. stoletja in še prej, seveda, tudi, še iz Prešernovih časov, je bilo vedno približno ista količina teh, ki zberejo toliko sline, da lahko na umetnika pljunejo. Ja, tudi druga stran je svoje že povedala, mi je nismo, zdaj smo jo pa. No, ampak, gledajte, mi delamo naprej. Še vedno smo umetniki, še vedno imamo moč. Umetnost je tista, ki ostane, oziroma umetnine so tiste, ki ostanejo. Umetnost je pa tista, ki traja, in kultura in tako naprej. Tako da, jaz sem zelo vesel, da ste prišli. Še bolj je vesela Kiki Klimt, pridi. Kiki, midva se bo danes pogovarjala o glavnem, o svetem številu 108. Če ti je v redu? Je v redu. Ok, pa se pa sklepaj. Dante Alighieri in pa potem po drugi svetovni vojni enkrat iz slovenske filmografije film Deveti krog. Če si mogoče kdaj videla ali pa slišala ali kakorkoli, sem in tja je v kinoteki, moram reči, izjemen film o, seveda, tragičnih dogodkih, ki smo jih sposobni proizvesti. Ljudje, kljub humanizmu, kljub razsvetljenstvu, kljub ne vem čemu vsemu, se nam to vedno in zopet ponavlja. Pa me zanima, ti si imela namen, oziroma si postavila svojih 108 slik, ki so obešene tukaj na teh stenah. Vsaka seveda govori zase, ampak v glavnem pa govorijo o 108. Kaj? Kaj potem? Tako. Čim bližji govoriti. Ja. Govorijo o 108. Mislim, da je zgodba malce daljša. Oziroma, zgodba je zelo dolga. Vzem si čas. Zgodba je, recimo, prastara. Pravijo, da je grška. Ampak ni, jaz mislim, da je potem kakšna je zgodba orfična. To pomeni, je še predgrška. In seveda govori o duši in ljubezni, kar je pa še starejša zgodba. Ker konec koncev, odkar obstaja stvarstvo, obstaja duša. Ker brez nje ne mora obstajati nič, ker je življenje.
če tako zdaj skrajšam, je to 108 slik življenja. Izbranih trenutkov, kot bi rekla malči, bežnih trenutkov, ukradenih trenutkov iz življenja naključnih oseb. Zanimivo. Velika večina teh naključnih oseb je ženskega spola. Sem opazil. Ja? Ja, seveda. Na nek način ima ta projekt seveda tudi feministično konotacijo. Čisto preprosto, ker sem ženska. Ne morem govoriti o moškem aspektu, ker ga nisem popolnoma doživela. Doživljam lahko samo pač ta ženski aspekt v popolnosti. In na nek način to je zgodba v teh zmedenih časih iskanja, kdo sem jaz. Skozi nekje, rečemo, ženski način razmišljanja, ki definitivno je drugačen. Danes se to vse zelo malo meša. Jaz pravim, nismo enaki, smo enakopravni, ampak nismo enaki, hvala Bogu, če ne bi bil dolg čas. In živimo v teh časih, ali so pa te časi bili vedno zmedeni, ko človek kot tak mora najti neko stabilnost znotraj tega sveta. Kako si ti stabilna? Kako stojiš? Ali pa kako loviš ravnotežje v tem času, v tem prostoru, ki je, kot si rekla, ne, totalno zameden? Veliko je načinov. Zdaj, kako bi to opisala, ampak če se držim tle, kjer smo, v galeriji, je umetnost tudi eden od načinov, skozi katero raziskujem, skozi katero odgovarjam sebi na svoje vprašanja, ki me dela stabilno, ki me dela živo in skozi katero vidim svet na drugačen način. Ravno včeraj sem brala knjige od Muhoviča in bi sem citirala citat. Čeprav da maram citate, no sploh citiranje citate maram, ampak kjer on pravi, da je Vasarely, ki je gledal Degaja in opazoval njega in je ugotovil, da ko vzamemo v roko svinčnik, je kar naenkrat svet popolnoma drugačen. Zaradi tega, ker vidimo stvari, ki jih drugače nikoli ne bi videli. In to umetniki vemo, slikari, kiparji, vemo, kaj to pomeni. Ko si vzel prvič v roke svinčnik in začel slikati, risati, si kar naenkrat začel videti. Nisi gledal, ampak si videl. A če moramo to predlagati vsem unim 400 000, ki so plunali, ni svinčnik v roke vzamejo za začetek? Ja, bi bilo, treba, naredimo akcijo. Miro bo to zabeležil, ne? In jutro bo na netu, tako da. Mogoče bi res, ampak stvar o tem, kaj. Ta hec ima smisel, je hec, ampak ima smisel. Človek, ko začne ustvarjati, vidi svet skozi drugačen način, drugače razumemo. In recimo ta projekt je zaradi tega drugačen, ker sem jaz raziskovala nek mit, raziskovala filozofijo, ki je okoli njega, raziskovala velikovno govorico, ki je zadaj, ampak s čopičem v roki. In je drugače, Predvsem to, da mogoče tudi tisti, ki niste videli, da recimo v teh 3 knjigah je opisano zelo eksaktno, kaj ta likovna govorica je. Ker to je en jezik, ki ga danes smo pozabili. Ampak v resnici pa vsi razumemo enako in mogoče bi bilo to res rešitev, da bi se vrnili nazaj k likovnemu jeziku, ki ga vsi razumemo, v katerem ni mogoče lagati, v katerem ni mogoče pljuvati. No, evo, to je zdaj vaša domača naloga, recimo, naloga publike. Tukaj na teh podstavkih so knjige, ki so čist sveže, to še
po barvi malo dišine, pa po laku, ne, tako naprej. Direktno iz tiskarne, danes. Kako se temu reče? Rojstvo. Ne. No, dajte vzeti v roke, ne. Pa glede na povprečno starost, se mi zdi, da imate še dovolj dolge roke, ne, da boste videli, ker je tisk relativno droben. Drugač pa očala, ne. Preberite. Je res zanimivo. Že prej sem ti omenil, ne, da sem nekoč študiral pač geometrijo in je veliko tega tukaj noter, ne. Seveda je tudi nekaj matematike, ne, ampak take osnovne, ne, da ne koga strah. Ne. Študentje pri nas, pa verjetno tudi pri vas, ne, so taki zaobljubljeni, zapriseženi sovražniki matematike. Ne. No in jaz sem ravno prejšnji teden sem jim rekel, rekel študentom, veste, vi ste nekaj posebenega, ne. No in se mi je to tako fajn zdel, ne, da so oni nekaj posebenega. In zdaj še rač hodijo. Predavanje. No. Dajva se vrniti. Midva sva, oziroma jaz sem, no, ko sem jaz zagledal prvič tisto, kar imaš objavljeno na svoji spletni strani, seveda, veste, to človeka zelo hiter, sploh nekoga, ki je malo udarjen z geometrijo, ne, potegne not, ne. Ampak to ni preko taka geometrija matematična, ne. Je, seveda je, ne, ampak jaz ne gledam z matematičnimi očmi, ne, ampak z enimi drugimi, tako kot je opisala Kiki, ne. No in zelo hitro ste s temi očmi tudi nekje v astrologiji mogoče, v kabali, v enih obredih mogoče celo, ne. Ampak potem, ne, ko sem to malo pozabil, pa predelal, pa spet videl, pa tako naprej, si rekla, da bi imela drug naslov razstave. Jaz sem jo prej drugače poimenoval, pa nič hudega. In mislim, da se moramo ob tem seveda ustaviti, ne, in malo pojasniti. Ker to je tudi vsebina, ki je narejena za te knjige, oziroma te knjige so povezane s temi slikami in te slike so povezane s modeli, s naključnimi pasanti ali dogodki in tako naprej. Tako da, daj malo o tem povej. Mogoče o naslovu te razstave in o razkoraku med tistim, kar si ti hotela povedati. Kar je naslov, recimo, teh publikacij, knjig. Ja, naslov razstave je Psihe in Eros. Zdaj, da te malo hecam, naslov je skrajšen, zaradi tega, če ne bi bilo preveč zalepiti na ogleda, na šipo. Ja, veste, za kekca, kot sem jaz, nalepati napis tamle na šipo, je to 1 ura in pol. In ko si mi to rekel, sem takoj razumela in smo se takoj dogovorila. Ampak še vedno, naslov razstave, v resnici nekje vzadje, naslov tega projekta je Vizualna analiza mita, psihe in eros skozi Heglovo dialektiko. Vizualna analiza je poseben način razmišljanja, kateri izhaja iz mojega študija. Nekoč je bila to mestna šola za risanje in slikanje, zdaj je visoka šola za risanje in slikanje in tukaj nas je kar nekaj diplomantov, jaz nisem diplomant, zdaj učim tam. In seveda gre tukaj tudi zahvala mojemu zdaj kolegu Mladenu Jernejcu za to, da je vizualna analiza tisto, kar me je povleklo. Zato, ker je to poseben način razmišljanja skozi likovni jezik, kjer se poglobiš v vsebino na likovni način. Ampak si analitičen, kar seveda je potem zelo blizu tudi filozofu Heglu, ki je bil analitičen filozof in čeprav je še iz srednje šole obstaja, ta hec, Hegel nabereš, pa nobenega ni maral. Hegel je krasen filozof in zelo razumljiv, samo
treba je malo možgane uporabljati za tega, da ga razumemo. In to, kar sem jaz počela, je, da sem nek mit, ki je zelo enostaven, ki je izgledal kot nekaj čist preprostega in na začetku mi je deloval, bom rekla, tako pod jungovsko, je nek motiv, oziroma nek mit, neka pot heroja za ženske. To pomeni, kako se najde, kako pot jed prepotovati skozi arhetipe. In sem vzela to kot, to je to. Takšna je, pravilna pot. In to so te prve slike, ki so tukaj zgoraj, naslikane na oljki in naslikane 3 leta nazaj na enem krasnem grškem otoku Kefalonija, kjer sem bila na umetniški rezidenci. In ko sem se vrnila nazaj, pač posledično življenje te pelje tam, kamor te more peljati, se je moje življenje šlo malo v čudne vode in sem ugotovila, da to ne funkcionira. Nikakor ne funkcionira. In sem naredila kontro. In ta kontra je rečemo tem motivirane življenje moje mame, ki je bila ena prvih feministk v Sloveniji, ki je poskušala živeti na drugačen način, ampak žal takrat ni bil še čas. Veliko težje je bilo. Tudi danes, ni na kom, ampak takrat je bilo še težje. Pač, spet, ki ste starejši, veste, ne, hodil si v službo, pa doma delal še eno službo, ne. Vse si mogel, ne, pač vse se je združil. In bom končala kmalu. Sam en medklic. Svetlana Makarovič pravi, ja. Vsak čas je tisti čas. Absolutno. Vsak čas je težek in lahek. Ampak je bil takrat težek in lahek, vse. Ampak motiviran z mojo mamo in njenim tihim uporom. In potem, ko sem to naredila in prišla do mene moja hči, mlada filozofinja, študentka filozofije, in je rekla, ti pa delaš to Heglovo dialektiko. Sem rekla, prosim. No, in potem se je začelo, da je bila teza, antiteza, in potem sem oboje združila in je iz tega nastala sinteza. To pomeni, združila sem in ena in druga in se probala iz tega nekaj naučiti. Ker bistvo je bilo, da jaz želim razumeti, zakaj je ta svet takšen. Zakaj imamo mi občutek, da moramo biti v boju in zakaj ne štima. In zato sem uporabljala, tako ko si ti rekel, ja, geometrijo, ker za mene je geometrija osnova likovne govorice, ja, števila in matematiko, ampak ne kot kvantiteto, ampak kvaliteto. To pomeni tisto predsokratsko matematiko, ki je drugačna in če bi jo učili ali predsokratsko ali vedsko matematiko v šolah, potem bi jo imeli vsi otroci radi. Ta je pa dolgočasna. Pač je dolgočasna. Razen če imaš usodo že vnaprej, da boš računovodja, pa nič naprobe za računovodje, ampak ja, razumete, ne gre drugače. Če imaš pa neko kreativnost, pa moraš najti neko vsebino v tem, ker je vsebina zelo močna v vsakem številu. In je v 9 ogromno. Ker je 9 serij. In če tako zdaj samo naskrajšano povem, 9 je v tem likovnem, predsokratskem, kvalitativnem pomenu pomeni najvišje število. To je število, tik preden pridemo v novo dimenzijo in ta nova dimenzija seveda mora za nas sabo ponesti razumevanje. Če ni razumevanja, potem ne moreš iti naprej. Naprej greš pa, ne, čisto enostavno. Imamo 1 in imamo 0. Imamo puščico, imamo tarčo. To je 10. Zelo enostavno. Greš naprej. In zaradi tega jih je 9. In pa gre spet naprej. Teza, antiteza, sinteza in še vedno nisem vedela. In potem je še zadnja. Teza, antiteza, sinteza. A vem,
ne vem vsega, ampak malo bolj mi je jasen. Ene stvari so mi jasne. Za mene ta zadnja serija, ki jo vidite tam spodaj in je narejena na akacijevem lesu. Vsak je na svojem drugačnem lesu. Akacije, zakaj? Ker to je moje drevo, ker sem bila rojena v Vojvodini in tam akacije rastejo in tam dišijo akacije. In ko začnejo cveteti akacije, me se zmeša, sline mi se cedijo, ker to je ena najboljših stvari v življenju, kar sem jih jedla. Tako malo za hec. Ampak ja, ima smisel, zakaj na akaciji, ker je trden, lep les in je povezana z mama. In če pogledate zadnjo serijo, in mogoče ne danes, ampak če boste imeli čas in se usedeš in dovolj dobro ogledaš sliko, slika začne odgovarjati, povedi. Slike govorijo, moramo si vzeti čas, da jih vidimo. In te, ki manjkajo, kjer so samo žeblički, to so, jaz pravim, duša je srečala dušo. Te slike so oddane, prodane, nekdo je dovolj dolgo gledal, da je začela govoriti nazaj, pač je mogel vzeti sabo. Ampak so najdeli in potem, ko gledam, katero sliko je kdo vzel, paše, absolutno paše. Vabljeni na isto upravilo. No, zdaj, ko si se že dotaknila akacije in goljne in tako naprej, bi jaz rad, da nam malo razjasniš, kako, čisto tehnično mogoče, kako se lotiš tega, ne? Oziroma, kako se je, praviš, na Kefaloniji se je to začelo, ne? Kefalonija je zelo zanimiv otok, ne? Je tudi relativno dobro zalit, zelen, s čudovitimi obalami in tako naprej, ne? Ampak tako kot vsak drug grški otok, ne, ima tudi Kefalonija svoje skrivnosti. Kaj si tam odkrila? Mislim, no, kaj sem odkrila? Mogoče bi... Odkrila sem, da način, na kateri razmišljam in ustvarjam, je čisto v redu. To je recimo, tako zelo banalno se sliši, ampak Kefalonija je definitivno otok, kjer preteklost še vedno zveni zelo močno. Ja, cela Grčija je. Jaz pač nisem imela dovolj prilike druge stvari spoznati. Na Kefaloniji sem bila mesec, dovolj dolgo, da sem začutila to zemljo in je začela komunicirati z mano. Zanimivo je, zelo malo ljudi ve, da tudi na Kefaloniji obstajajo minojski grobovi, da obstajajo cel kup enih stvari, ki še niso odkrite, ampak so, rečemo temu, predgrške, oziroma predhelenske, recimo. Hvala za predhelenske. In tudi ljudje so zelo zanimivi in mogoče se mi takrat prvič zgodilo, da je ne prvič, ampak da se je zgodilo to, da so ljudje res zelo intenzivno zanimali na moj način dela in geometrijo, ker jim je bližje. In da sem začela to geometrijo, ki sem jo prej nekaj skrivala samo zase in je v mojih skicirkah bila in je vedno bila osnova mojih slik. To pomeni, tamle vidite, recimo so vse skice, to so moje skice za slike, kar je tam naprintan. In jaz vedno naredim zelo, zelo natančno skico, to pomeni število barv, število nanosov, ki jih dam, ker vsaka od teh slik je delana z tankimi nanosi, barve ena na drugo, približno 30 do 100 ali celo več. To imamo slike, ki imajo celo 300 nanosov. To meni ne gre za počasno nalaganje tančic eno preko druge. In to, koliko je tančic in kakšne so barve in kako se med sabo kombinirajo, je povezano s števili in z geometrijo. In seveda potem kompozicija, ki je zame osnova vsake zgodbe, ker sem tudi delala eksperimente, da sem uporabila isto kompozicijo, dala različne podobe gor,
zgodba je imela, slika je imela isti pomen. Ta geometrija zadaj daje pomen. In potem, ko vse to postavim, ko mi je vse to jasno, pa sem jaz svobodna, pa jaz lahko slikam. To pomeni, imam pripravo. To je ta stabilnost, o kateri sva govorili. Tle notri je moja stabilnost. Glej, meni vprašanje je, kako prideš, kako padaš noter v to geometrijo, ali se samo prepustiš, da te preplavi, oziroma da te zagrabi, da se naseli vate mogoče, ali pa da gre samo skozi tebe na površino, ali je to kakšna racionalna odločitev, Lahko kdo z publike odgovori. Ona jo živi. Ni prepuščeno, sem pa tja na ključ, ona le delava skupaj 20 let, tako da ona jo živi. Hvala lepa, Mladen. Izjemen odgovor, Moram reči, da sem presenečen. Tudi jaz sem nekoč, ali pa davno tega, takrat, ko sem se z geometrijo ukvarjal, jaz sem pač klesar v kamen in glavnom delam to. Moram reči, da mi je zelo zgraban, zelo sem, rekel, s popolnoma odprtimi usti vse pojedel, kar je prišlo, geometričen. Pač vam mogoče povedati še kaj o tehniki. Veliko si že povedala o teh plasteh, o plastenju, o teh nanosih in tako naprej. Kdaj se ti zdi, da je slika zaključena? Ali pa kdaj ugotoviš, da nimaš več kaj narediti, oziroma da si vse naredila? Ali je mogoče še kakšna taka, da bi jo snela s stene in rekla, aha, to bom jaz zdaj malo predelala, ali pa bom malo drugače? Tukaj bom spet odgovorila z Muhovičem, ne gre brez njega. Vem, zadnje čase se mi vrača. Obstajata dva načina, kako pristopiti k raziskovanju. Eden je, ki je spoznavni, kjer nikjer vnaprej ne postaviš, gre pač za filozofski sistem. Muhovič je bil zelo doma tam noter, Ja, je tudi on je bil mogoče kontra meni. On je bil prvo filozof, pa pol slikar. Jaz sem pa slikarka, pa bom zelo kmalu tudi filozofinja, ker grem delati doktorat filozofije, ampak tako, nekje smo blizu tukaj, ampak čak, da se vrnem zdaj tam. Gre za spoznavni princip, to pomeni, jaz pristopim neki tematiki brez tega, da vnaprej določim, kaj želim od tega. In če jaz pristopim k sliki k tej, potem se prepustim in slika pove, kdaj je končano. Enostavno ne gre drugače, od začetka do konca. Včasih, recimo, ko si točno določim, ta slika bo imela 71 nanosov in jih ima točno 71 in je končana. Včasih se pa zgodi, da pač ne gre naprej. In to je jaz moram spoznati, jaz mislim, da to vsak umetnik pozna, ko spoznaš, da je slika ali umetniško delo končano. Spoznaš. Lahko bi šel pa na drug način, katerega večina ljudi danes počne, in to je način, kjer ti vnaprej predvidevaš, kaj, to je najbolj v znanosti. Ko tisto nekaj, je pa konca. Ja, in to si vnaprej določili. Recimo, znanstveniki so določili. No, zdaj bomo pa raziskali, ali je svetloba delec. In leti svetlobo, ta je zelo dobra, leti svetlobo obnaša se kot delec. In potem reče znanstvenik, dajmo narediti preizkus, sam da smo ziher, da je svetloba delec, naredimo poskus svetloba je valovanje. In leti svetlobo obnaša se kot valovanje. In to je resno se zgodilo v CERN-u. Ampak umetniki smo malo drugačni, umetniki ne predvidevamo, ne poskušamo dokazati, ampak popotujemo. In ko smo na cilju, čisto vseeno je. Ne rabim prijeti na Triglav, če mi kje vmes všeč, se bom tam ustavila.
zelo zanimivo dogajanje je v tebi, ne, da se posvečaš zraven še znanosti, kot je filozofija, ali pa znanjem, kot je filozofija, recimo. Zelo veliko študentov, ali pa mogoče slikarjev bistveno več kot kiparjev, moram podariti, se ukvarja z raznimi teorijami, sociologijami, psihologijami in tako naprej in tako naprej. S tem je seveda vse v redu. Dokler ne pridejo do ene faze, ne, ko začnejo na nestrokoven način v znanosti nekaj producirati, špekulirati, po domače rečemo, biti pametni. Ne. Pozabijo pa na slikarstvo, pa na umetnost, pa tako naprej. Kako ti združuješ te obe tvoje plati, ali pa kako jih razlikuješ, mogoče boljš? Predvsem, ja, obstaja umetnost, obstaja znanost in obstaja filozofija, ki je vmes. Filozofija v resnici ni znanost, ker je nekje ravno vmes, nekje uporablja znanstvene metode, ampak filozofe, ki jih bolj poznajo, se obnašajo kot umetniki. Tle je sumljivo, res so mi sumljivi, tako da jih moram bolj spoznati. Malo heca, ampak ja, ima šajne take zanimive dvoživke. Jaz pravim, da sem troživka. Ne? To pomeni, ja, vse v številu 3, definitivno, v dualnosti dolgočasna. Mislim, da se bodo danes o 108 pogovarjali. Ne, začniva s 3 do 8, pa gre pa naprej. To pomeni filozofija, umetnost, filozofija in znanost. Tudi znanost, ker moji starši so bili znanstveniki, mati je bila kemik, oče je bil strojnik, to mi je ostalo. In seveda način še vedno, jaz s barvami se obnašam kot kemik. In mogoče najbližji temu, da niti nisem umetnik, niti nisem znanstvenik, niti nisem filozof, ampak sem alkemist. To še nisem zihra, ampak obstaja možnost. Ne vem, kaj ti misliš, ampak ja. Ne, fajn, zelo fajn. Ja, nač, zdaj, da ne bova predolg govorila, samo o tebi bi morala odgovoriti še na 2 vprašanji. Sem te že posvaril na to in sicer domžalsko vprašanje, kaj je umetnost? Viš, da sem še 2 dni nazaj imela odgovor. Ampak, zdaj bom pa citirala mojega dragega kolega in dekana Visoke šole za risanje in slikanje, ker je imel dober odgovor na to, kaj je umetnost. Evo, da slišimo. In to je... Se lahko sam povi. Res je ziv. To govoriš o tem brucovanju. Lepo prosim, a lahko poveš? No, ne Merza vprašal, je rekel, da bom spil liter profesor moj, da me je vprašal in mi je rekel, da je bilo brucovanje resna stvar in pivali se resno in vsake ni prav odgovoril in mora spit liter slane vode, si predstavljate na tist liter vina. Jaz ta odgovor je malo vulgaren, jaz sem rekel, da je v okrogli sobi se podelati v kot, da to je edino, če se v kot posežeš v okrogli sobi, to je bilo umetnost. In sem navdušil celo profesorski zbor, večer, celo noč so me napijali tam in na strege dostali to bruha tam potraviti. Kratka, tako neugodno, malo realistično in drugačen. Ampak je edini pravi odgovor. Ampak je edini odgovor, zato ker ni odgovora, ne. Ja, hvala. Da vam tole seveda, da res. Hvala. Dobro. Ostane nama še eno zadnjo vprašanje. Ja. Zdaj se pa prosim spomnim odgovora.
Vzem si čas. Kaj je lepota? Ta odgovor je zelo enostaven. No? Ker ta odgovor je to, kar sem jaz iskala v vseh teh slikah. Ker lepota je pot do ljubezni. Hvala lepa. Draga publika, evo, slišali smo bistvene odgovore, zdaj pa kar imate še za vprašati, ne? Našo drago razstavljavko. To se lahko zgodi zdaj, ko je razstava odprta in je čas za druženje, vprašanja, kozarček vina, par besed, ne? Izkoristite to in pridite še. Razstava je 3 tedne odprta, ne? Najte kakšen deževen popoldan, ne? Pridite tole, kontemplirati, ne? Vam bomo tudi stol dali, ponudili. Ja, definitivno, vzemite si stol, pa se vsi pogledajte. Prelistite, preberite kaj v teh knjižicah, ne? Ja, tudi za domovih lahko dobite. Ja, evo. V zameno seveda. Kiki, Moram si reklamo delati. ja, seveda. Hvala lepa za tvoj trud, no. Vabljena še, seveda, tako da te prepuščam publiki. Hvala lepa za vabilo in prijeten pogovor. Ja, z veseljem. Hitno si me navlečeni. Res ne morem pomagati.